Hop. Evo, da se tukaj jaz usedem. Zdaj bom napovedal, da so tukaj trije dijaki iz drugega letnika. Jaz sem si vprašanje malo skiciral, zato da naj gre tole v zgodovino. Zraven je tudi Loki, vi ste lahko anonimni. Jaz bom pa probal, rekel, brez dlake na jeziku, kot reče na odru, razočarana gospodinja pri seksologu, čim več poveda. Vi me lahko snemate, ne vem, sprašujete, ni nujno, da je po tem kakem vrstnem redu, kakorkoli, to je bil nek uvod. Jaz delam podcaste, snemal bom pa zato, ker vi boste tako naivno vprašali, jaz vam bom pa povedal z vidika psihoanalize, pa Freuda, pa rekel vodebologije, ne, ker tole je že kultno, to, kar se jaz grem, ker sem noben drug ne upa večet. Povej, Loki. Evo, zdaj pa, a v kjer kaj povedal, nek mikrofon imam jaz sicer tukajle, ampak se bo slišal. Povej. No, jaz sem zdaj 10 vprašanj in bi začel kar s tem, kako mislite, da spolni stereotipi vplivajo na razvoj spolne identitete? Ok, jaz sem tele 3 dijake pričakal skupaj z Lokijem, pa so bile še 2 psičke, ne. Če bi bil pes tam, ne, samec, bi se stepil z njim. A zdaj to spolni stereotip? Ne, ker pes pa ni zdaj indoktriniran, da bi poslušal mainstream medije, mu rekli, spol je naključno izbran, si ga sami izberemo, ne. Ta je dosti normalen, ne. In ni zdaj spolni stereotip, da ta ima psičke rad, s pesom bi se pa stepil, ne. Ali pa mi je prijateljica, s katero delamo podcaste, pa ve, da bomo danes tole imela, mi jo tudi zmontirala, tale video, sem rekel, da imam te stereotipe, je rekla, smo jela članek, da je eno na hrvaški televiziji strašansko strah, ali celo dijakin pajkov, ne. Pa bi pa zdaj tako rekel tu ko se izrabljajo te stereotipi. Pa kakšne stereotipe delaš, vse pajk ti pa nič ne more. Enkrat sem imel eno gimnazijko, 10 let nazaj, letnik 98, se mi zdi, da je bila, en drug, tretletnik, na Zoloftih, to so antidepresivi, psihologija je hodila, ker se je rezala, bruhala, ne, v 5 minutih si pod hipnozo najdu spolno zlorabo. Psihologi pojma nimajo o tem, pa psihiatri giftajo s tableti. Tam na gor je pajka videla, ne, si kar trez začela. Zdaj bi pa jaz rekel, ne stereotipov dela, ne, kaj ti pa, pajk ti pa ja ne nič naredil. Ali pa ne, sem imel tudi žensko, imela kačofobijo, ne, pa sem imel neko plastično kačo tele noter. Pa sem rekel, veš, midva bomo s hipnozo naredila nek protokol, po katerem boš ti prišla do tega, da se ne boš kač bala. In sem imel kačo tele noter, torej kupljen kabel, tak plastično. Sem rekel, imam tele noter plastično kačo, ne. To je kar gledala kam, ali tole, ker tele ni upala, je mislila kar čez okno ven iti, ne. Fobijo je imela, ne. In zdaj tole, kar dela feminizem, pa LGBT, da izrablja koncept stereotipa, ne. Saj malo je stereotipno, recimo, da so Gorenjci pa Škoti skopuški, ne. Karakter tudi Nemcev, Švicarjev je malo skopuški, tudi slovenski, ne. Eni cigani niso nič skopuški. Ne, zdaj bom malo pikant, bom rekel, zato, ker cigani imajo sralne navade, analna faza psihoseksualnega razvoja otroka, ko se privajajo na kahlico. Tist drek jim pade, kamor jim pade, ne, noben se za tist drek ne zahvali in ne morejo skopuhi biti, recimo cigani, oziroma Romi, ne, sovražno govori, cigani je rekel, ne, mislim, Romi, ne, imajo drugo kulturo in zdaj je to stereotip, da so cigani lopovi. To ni stereotip, to je kulturno tako, ker se v tej kulturi druge navade ukoreninijo, ali pa tudi škotski varčevalni karakter, tako kot gorenjski, ne, ima neko varčevalnost, ki pač, zdaj, če ti veš, ne, mislim, saj je stereotip, ker niso vsi Gorenjci skopuški, ne, ampak koncept stereotipa se izrablja v ideološke namene in kopica tega, kar vas učijo, da je stereotip, ni stereotip, ampak ima v ozadju konsistentno logiko
iz nezavednega se diktira ta logika in to logiko večinoma, kadar uporabljajo ti feministi, pa feministke, pa LGBT ideologi ali pa aktivisti, kateri uporabljajo koncept stereotipa, to ni stereotip, ker v ozadju je anatomija genitalij, ki diktira psihične procese. Na točno eksaktni način, ne, moški je zaradi anatomije genitalij dajajoč, aktiven, ženska je pa pasivna, kot je rekel Freud. To je Freud rekel, ne, tam ga imam narisanega. Enega, pa še enega. Tole nisem se risal. Tole je tale, ki je bil 2 let star. Ki je pa zdaj 33. Tim. On je pa Nik. Je pa 28. In sta tudi hodila na tolo vašo gimnazijo. Mene je glava pekla. Tele dva nimata nobenega faksa. Jaz sem 3 podiplomske, zato na teh faksih smo perejo možgane. Ko je Tim napisal v seminarsko, da obstaja družina, oče, mati, otrok, sem dobil, to pa ni prav, ne? Ampak kliče prijateljica, ne, Nasta. A veš, zdaj je to drugače. Ja, kar naj bo. Ker dajmo, kukar mu češ dati, ne, dajmo cvek, ker družina je oče, mati, otrok. To ni stereotip. To ni stereotip. Ker imata ta dva, moški in ženska, prokreativne sposobnosti, ne, ko se seksualno združita in pol tam trebuh zraste in rata potomec. Ne. To ni zdaj stereotip. In pol una Lea iz Francije prišla, ki so jo s tem nagnali, ne, moški, ne vem koliko otrok ima, zdaj se pa razglasil, da je ženska. Zdaj ona govori, da obstaja tudi ženski penis. Mislim, bab se je zmešala, pa deci. Ne? In zdaj vas učijo, da je to spol kar neka naključna izbira. Mislim, to vas učijo zaradi tega, ker leti iz šole, če ne bo tako učila. Zgubi službo. Ne? Jaz sem se doktoratu odrekel, ker je moj mentor bil gej, ne? Da ne rečem peder. In jaz nisem smel doktorirati zaradi tega, ker sem freudovsko psihoanalizo furil. Freud je pa top 5 vseh časov, Einstein, Tesla, Freud, mogoče Darwin, Kopernik, pa še mogoče Marx. Jaz pa nisem smel doktorirati, zato sem svojo glavo tuhtal. Vam zgolj in samo, in tega zdaj ne smete govoriti, perejo možgane. Z ideologijo, ki jo diktira feminizem, pa LGBT ideologija. In potem tam uporabi koncept stereotipa, ne? To je samo stereotipno, da si moški želimo ženske. To je nek stereotip. Moški si želi tudi lahko moškega. Ja, promila se jih lahko želi. In ta promila ima monopol nad večino. In kakšna ideologija se še pol nalepi in uporablja fenomen, koncept, trik stereotipa. Polovico tega, kar vi, ali pa 90% tega, kar vam govorijo, da je stereotip, ni stereotip. Zdaj pa povejte, kaj pa je stereotip, bom pa jaz povedal, zakaj pa to ni stereotip, ampak je logično sklepanje normalne pameti, ima neko znanje, naučeno iz knjig, ali pa nezavedno mislenje, ker mi v nezavednem imamo ogromno neke pameti. Zavest na tem gor, ledena gora, ne? Ostala pamet je pod vodo, pod zavestjo, ne? In tam mi nezavedno, intuitivno čutimo, ne? Da so ženske lepe, moški pa malo bolj napadalni. To ni stereotip, ker anatomija genitalij. Skozi fenomen v falični fazi se to zgodi. Fenomen Oedipovega kompleksa in kastracijskega kompleksa diktira žensko željo, da je ženska, nimam lulčka, sem toliko lepša. Moški se pa, ne, vulgarno rečeno, mora kurčiti, zato da ga boste videli. On ne more zdaj glavo kazati, le koliko sem lep, tako kot ti. Moški ne more lep biti. Moški je lahko junak, prvak, car, boljši od drugih in ima privilegij ženski želji. Ko boste vi malo večje, da se vam lepi fantje dopadejo, mogoče, ali pa tudi cari, čez 10 let boste imeli okus, ko je to normalen tip. Tisk, ko ima moralno razsodnost, ko zmaga, ko ima neka dejanja, zato, ker je vaš oče, če ste imeli privilegij, da ste ga imeli, bil tisti, ki je imel dejanja. Zato so vam na mesto očeta, ki od matere, všeč moški, ki ima dejanja. In leta 1972 je John Berger na ameriški televiziji izrekel famozni stavek: moški deluje, da ne rečem se kurči dejanji, ženska se kaže svojo lepoto. In mi smo zadeti žensko lepoto, ker smo imeli lepo mamico, ki nas je rodila. In smo lepo mamico vedeli. In ta prav spomin smo čisto zadeti. Vidiš lepotico, kar na rataš.
moški na ne rata. Zdaj pa je to stereotip, ne, anatomija genitalij zaznamuje našo famozno logiko, temeljno pri ženskah, pa možato pri moških. To je stereotip, tudi moški bi se lahko ličili. Se moj tam malo ličil, ok, se ne bo, ne da ga poženem. Enkrat sem me vprašal, kaj pa, če bi bil vaš otrok gej? Ga bi imel to kratko, kar ga imam zdaj, ker se mi mora pomagati, da je gej. Tale sosed je gej. Tudi vem, zakaj je gej, ne. Kaj ta dela z mano, anonimno, pa njegov brat. Jaz sem pa strpno, če te vsak dan spotikajo, odpovedujejo konference, diskreditirajo na 100 načinov, jaz bom pa zdaj mir, ne. Zdaj sem šel pelal, ker me ta Urška ni mogla, marico so mi pripelali, ne, me ni mogla sesut, ne, ker sem rekel, da rdeči štikli je želja po organu, ki ženski na telesu manjka. To ni stereotip, ampak naši simbolni nezavedni procesi tako delujejo v nezavednem. Tam noter je vesolje, ki ga je težko razumeti. Freud ga je razumel, pa Šempar, pa jaz ga razumem, ne. In zdaj jaz ne govorim sovražno, ne. Zdaj bojo vse drugače misleče, ne, so že imeli kakšen svet za odkrivanje sovražnega in diskriminirajočega govora. 2014 so ga ustanovili. Jaz sem bil ta prvi, ki so me utišali, ker nisem smel govoriti, ne, in potem jaz tvitnem, ne, javne razprave o družinskem zakoniku ni smel biti, so kar ukinili 4 člene, ukinili so spol, A pa B starša, ne, prvi pa drugi spol, brez javne razprave. In potem sem pa jaz rekel, tvitnil sem, pedofili vseh dežel, združite se, pejte v Slovenijo, pri njem so norosti uzakonjene. In sem bil označen, da sovražno govorim. Predsednica sovražnega sveta, tega inkvizicijskega sveta, uganite, kdo je bila? Nataša Pirc-Musar. Mi smo taka banana republika, ne, se ne smete to govoriti, ampak jaz sem pa to povedal. Ok, kakšni stereotipi so? Prav, Ker svojo glavo tudi, ne rabiš kaj delati. Pogovarji se. Se pravi stereotipi. Ko bi bil stereotip? Da si moški ne lakiran nohto? Neki pač ena nekako taka družbena norma, kaj je za kjega primeren. Ja, vse je stereotipno, pomeni, da ti delaš korelacijo v glavu. Ti narediš nek sklep. Če prideš ti, bi rekel, v situacijo, da boš, recimo, povabil ene prijatelje, ne, pa boš zdaj ti tuhtu, koliko pa pride punc, pa koliko fantov, ne, in pa boš ti v glavu naredil sklep, kaj je puncam fajn, ne, kaj pijejo. Mi bomo pili pire, one bojo pa neke likerčke pile. Če bo 10, unih pa sam 3, bomoš gajbo pira, za one moš pa neke likerčke, pa malo predvidevaš, sklepaš, nezavedni sklep opravi svojo glavo, svojo pametjo kmečko. Kaj ženska, ne, v paketu ženske, kaj pride, ne, zdaj pa mi smo 10 babo, pa 3 fantje. In zdaj boš ti sklepal. Pa to ne bo inteligibilno, to bi bilo fajn, da bi bili po parih, ne, ker boš ti stereotip naredil, da si punce fantov želijo. Ti boš ta sklep opravil, zato ker si pameten, ne. Zdaj pa lahko narediš pri tem sklepu, v statistiki se reče, napako alfa, ne. In pa ti dobiš, ko bi rekel, en pretepaški klub, ne, najboljše pretepačice so lezbike, ne, ali pa tudi, bom rekel, košarka, ali pa fuzbal, ali pa rokomet, ne. Zdaj, če špilate, mislim, moj prijatelj je Grgič tamle, ne, sva to telo 100krat obdelala, kako pa kaj. Vse sem dal za to, da je Nika Barič to, kar je danes, ker sem jaz denar talil. In sem dal tisk, ker ga niso imeli tlele, Grga, kjera je najboljša, Nika Bariča, ima denar, nima, tlele imaš. Ne, zato, ker je enako spolov v tej kulturi. Ampak, če gremo pa s teorijo noter, ne, imaš pa neka znanja. Se pravi, ti ne boš računal, da boš dobil na žur 10 lezbik, ne, ker boš naredil sklep, ti pa rekel, stereotipe delaš. Mi smo vse lezbike ali pa biseksualke, ne. Otrok, ko se rodi, imaš biološki spol. Vaginalno bitje ima pri njem ime ženska, punčka, deklica, penisno bitje ima fant, deček, moški. A to je pa stereotip. Mislim, kako zdaj stereotip? Ne, če se
zdaj bom jaz dedek, tale bo punca je noseča, ne, tale so poroče čez 3 mesece, tale bo pa prvič bom jaz dedek, ne. In zdaj oni bojo imeli recimo, da bo fantek. Mislim, zdaj, ok, a mu bojo plav kupovali, ker tale punca ima 3 sestre, pa zdaj ne vem, kako imajo pa, vse imajo otroke, ne, zdaj, če imajo pa veliko punčk, pa bo vse roza. Pa bomo zdaj to na plav preštrihali, ne, pa to je zdaj, ni zdaj bistveno, ne, jaz sem tak varčen človek, ne, enkrat so mi roza majico pripeljali, ne, zdaj boš pa ti roza oblekel. Še ko ni problem, ne morem prodati tole, boš ti imel. Pa jaz sem car, jaz vem, ko sem, da mi roza nosil. Ne? Najbolj samozavestni moški tudi roza nosil, drugače pa to roza barva stereotipno, ne, ženska barva. Ok, lahko rečemo, da je stereotip, ne, ampak če sem jaz v roza napravljen, imam roza rekelc. In pa so tam meni geji gledali, sem mislil, da sem, ne, biseksualk, ali pa nisem, ali pa gej, da sem. Ne, fantje, nisem, jaz sem, ko bi rekel, normalen. Stereotipe delaš, pojem normalnega je ideološki konstrukt. Ideološki konstrukt ni, ker je to diktat genitalij, ti če pravilno razrešiš Oedipov kompleks z moškim očetom, ki ima moč in oblast, seveda po diktatu tele svoje žene, je pa ubogljiv. Ženska je pa nežna, feminilna, če v taki družini pride gor spravi se, vzgoji, ampak vzgoji ni pravi izraz, upbringing je pravi. Nek otrok, ne, deklica si bo želila, ko bo odrasla, enega naslednika očeta, nekega carja, ki bo tak car, kakor je foter. Če pa foter budala, bo pa budalo si, ne, pripeljala. Fantje si bojo pa želeli punce, ko bojo lepa, ker je bil deležen lepe mlade mamice, ne, ker imaš to spomin. Lahko se pa zgodi napačno razrešen Oedipov kompleks, da so pa 4 načini, zakaj nekdo gej postane, 4 načini. Travmatična nosečnost v 3., 4. mesecu se zna zgoditi, da je fetus zaznamovan z mamino travmo in postane feminilen, feminilen. Lahko ima po drugi logiki gensko anomalijo, ne, veste, tele eden se je razkril, ne, obstaja nekoč je bil Nejc odlazek, zdaj je pa, ne vem kva, Evi ali kva. Every, ne. 2014 si je Staša tukaj imel, ki je bil 6., 7. razred. Pa se je nežno obnašal, ne, sem rekel Matjažu, sem rekel, lega, ti smo žat moški, Marina, mama, feminilna, sem rekel, Oedipov kompleks je te malo prav razrešil. Obstaja genetiki, so raziskovali. Skromen, ne procent, promila ljudi, ki se rodijo v napačnem spolu, transspolne osebe, v napačnem spolu se rodijo. Večina gejev, lezbik, pa nastane zaradi napačnega razrešitve Oedipovega kompleksa v disfunkcionalni primarni družini, kjer ni oče ta prav dec, pa je mama preveč dominantna ali pa korpulentna, da se otrok boji, sin se ne sme mamice bati. Deklica je lahko biseksualka, zato ker ima prav spomin na mamico, je lahko biseksualka. To se napijejo, to se poližejo, kakor je, ne, če ni moških. Moški to ne more. Da se moški ta prav zaliže z decem, to kozlaš še 14 dni. Ta gnus doživiš noter, si ne moreš pomagati. In to ni stereotip, ampak je nasledek pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa, ker je v nezavednem, v biosu je to. Se pravi, napačen Oedip ali pa spolna zloraba. V kratkem, torej par tednov nazaj, je prišel nekdo k meni, pa je rekel, jaz sem bil pred poroko, pa nisem mogel ženi lagati, imam zelo rad. Sem rekel, lej, jaz si moške želim. In se ni poročil. Je prišel k meni, pa je rekel, jaz sem imel čist normalno, tradicionalno družino, možat oče pa ženska, nežna mamica. Sem rekel, ok, še eno stvar mi povejte. Ko pa spolna zloraba? Najraje ne bi povedal. Sem rekel, se ne rabite povedati. Vam povem, v moške vas vleče zato, ker ste bili deležni homoseksualne spolne zlorabe. Je rekel, ja. Sosed, bil par let starejši, pa sem ga mogel fafati.
Zaradi tega gej ratu. Zato, ker je bil spolno zlorabljen, ker mu je bilo malo lušen, on je mu je bilo lušen in mu je zacvrl fundament, ki je bil normalen. Sorry, jaz sem znanje podajam. Če gejih meni hodijo pedofili, psiholog pa pedofil, sem rekel, kolega, če boš otroke zlorabljal, da jaz vidim, ker mi je tako prvo, ko grem na policijo, je rekel, se raje ubijem. In ta je nastal zato, ker ima dominantno mamo, se je bal, sin se ne sme mamice bati, ker lahko postane gej. In potem je pa prišel na očeta, oče je bil pa tudi agresiven preveč, Postal je gej zaradi mame, pedofil pa zaradi tega, ker ga oče ni božal, ampak ga je mlatil. Edin varni objekt želje je otrok. In zdaj tega ni več v Sloveniji, je zbežal. Sej se mi javlja, se rekel, ne, bod nevaren gej, ne otroke, ki mu zjebeš cel hard disk. Spolna zloraba je najhujša stvar, ki se lahko naredi otroku. In spolna zloraba je ena od, recimo, imam polovico teh lezbik, so bile spolno zlorabljene. Fotor je bil normalen, ampak je bila spolno zlorabljena. In so se moški zagnusili. Moškega videti ne more. In pol gre v feminizem, pol užgi po sodomaku, po moških. In pol je glavna feministka. Polovica feministk je spolno zlorabljenih žensk. O tem se ne sme govoriti. Ok, prosto po Prešernu. Ker veš, kaj vprašate, če rabite? Vem, da imaš tako falično frizuro, si športnica? Jaz sem trener v gimnastik. Sem dva. V katerem športu? Fuzbal. Fuzbal. No, lej, jaz sem psihično pripravil. Ilka Štuhec, Gloria Kotnik, nam rekel, da ne bilo medalj, če mene ne bilo, Jaz sem trener jugoslovanske reprezentance v gimnastik. Tam imam enega gimnastičarja. Gledala imam. Ok, punce. Ena uči angleščino tam nagor na tehnični šoli. 6 zlatih medalj od 7 možnih je imela v Jugoslaviji 89 let. V ženskem športu, ampak ena Gret, potem skače gor po tistih lati, 10 cm, 5 metrov dolga. Gret je nastala, ker so hotele punce se pokazati, koliko so lepe. Niso po tleh hodile, ampak so šle na tist fosen, so se sprehajale. Pa so kazale lepoto. Pa še malo kože so pokazale. Zdaj delajo gor stvari, ko jaz ne vem, da so možne. Se pravi, pomagal sem, bi rekel, Grgatu, da ve, da je najboljši trener, kar jih je bilo v Sloveniji v košarki. Fuzbal, nisem, Ibrakič. Zakis, rekel, kolega, ne dala ti moških, zdaj pa imaš pa punčke, In še rekel, ta moja najboljša telovadka ima 2 punce in ena je najboljša fuzbalerka, Ja, Neverjetne motorične sposobnosti, ampak to zaznamuje recimo spolno identiteto. Zdaj, če je bil brez dlake na jeziku, sem jaz enkrat bil, sem še smel na RTV, sem rekel, da so najboljše fuzbalerke, recimo ZDA je med najboljšimi, so bilo eno obdobje vse lezbike. Ona, nobena ni smela to povedati javno, da je lezbika. In potem pa ena ta najboljša, pofarbana, je dala intervju, zdaj se to že sme, ženska, če ni lezbika, sploh ne sme v fuzbal iti, ker ne bo dobra. Ona je lahko tam navijačica. In lezbika reka, sem pa jaz to rekel, konc sveta, se sem imel tudi fuzbalerke tukaj, pa jaz pomagam lezbikam. Zakaj sem pa lezbika? Ja, fotra sploh ne poznam. Ja, okej. Druga, sem bila spolno zlorabljena. Če teh nepravilnosti ne bi bilo, bi normalno razvijal psiho. Zdaj mi še povedal. Geji pa lezbike so najbolj trpeči ljudje na svetu, ali pa te trans osebe. Se rodi v napačnem spolu. Lija Bordon. Janez Bordon do 40 leta. 2 otroka, moški. Zdaj, ker te transseksualci, oziroma transspolnost je prav ime, zadnje, kar smejo govoriti, oziroma si upal je, kakšno spolno usmeritev imajo. Koga si želijo? Lija Bordon, se zamenjaš, imaš ženo. A si ga dal odrezati ali si ga nisi dal? Zakaj tega ne poveš? Če imaš še kar seks svojo ženo, ker ženska
strogo teoretsko si ne želi moškega kar tako, ne. Zdaj bom rekel, Freud je tako rekel, epicenter ženske želje ni moški kar tako, ampak organ, ki njej na telesu manjka, ne. Penis je epicenter ženske želje. Samo, ok, še ne veste to čist. Ne, ko sem jaz imel eno tukajle, prvo eno lezbiko, pa 2 otroka imela, tukaj stara kot tale moj Tamare. To je že, ne vem, 6-7 let nazaj. Vsi kot 2 otroka imaš, pa oče ima 2 otroka, te 2 deklice morate imeti očeta zraven. Ja, jaz sem zaljubljena v prijateljico. Sem rekel, kako prijateljico? No, sej je trans. Kaj zdaj to pomeni? Ja, da si Jožke poviva. Ok. Sem rekel, zdaj Maja Baričevič je bil neka najstnica, ki je šla medicino študirati in dala spremeniti spol in pa je bil Saša Baričevič. Moški, z brado, ne. Sam ta organ mu ni zrastel, pa je pa bolj mastifa nažigaval. So ga pa pogrizli. In pa pride ena, sem ga mogel kličati on. Da kličem on, ne. Šel pa gledati po Facebooku, gremo toranski ples gledati. Svega lega, veš, kakva dobra mrha si bil ti. Sem ga kar zasukal. Se ji je. Je bila dobra mrha, blondinka, mislim, jaz vem zdaj, koja je to lepotica. Ker tele moj otroc, imam iz gimnazije zdaj mamico, ne, ker sem jaz tak car bil, sem dobil misico. Car, nisem bil lep, ne. In ona je lep ko mami, pa je bil pa mister gimnazije, tamle, ta bolj pomen. Brala ga je pa mis Slovenije. Mister je bil, pa ne zaradi lepote, ker je bil najboljši v športu v vsem, ker ga je 1,72 m ga je zabil. 1,72 m. Skoč kopica. Ne, o fuzbalu. Ok, pustimo, da je to. Kje smo že ostali? Zdaj pa... V fuzbalu pa lezbike, ne. No ta, si kolega, Lega, sem po moški, tudi ime je imel, ni bil več, ko bi rekel Jožica, nem povedal, kdo je. Si rekel, Lega, bi rada imela brado, rad bi imel brado. Si bil vulgaren, si kolega, kurc ti pa ne bo zrastel. Ženska si ne želi moškega, kar tako, če ti brez organa, še taj dalje. In pol je šel ta Edi Klobučar, ne, punca, z brkam, ima že bratce, z ženo, ne. In pa ga je pa ena zdravnica vprašala, ženo imaš tudi? Ja, ko si pa ona misli, recimo ti si pa punca, ne. Pa čez punca, pol ga nimaš, ne. To ženska, če ni seksualno zadovoljena tako, kot je treba, to se je strga v glavo. Imam eno, ki je versko, da ne sme imeti seksa, ne sme imeti, pa še niso te kulture, ne, iz vzhodne Evrope, ne. Seko, gospa, ko pa je narobe, rekla, imam neko fobijo, ko grem po cesti, ne morem, ne, da bi moški v penis gledala. Kdaj ste imeli seksa nazadnje? Pred 10 leti, pa stara 40 let. Seko, gospa, človek ni tako narejen, da boste vi brez seksa pri teh letih. Jaz smo versko tako vzgojeni, ne, v drugi, ni Slovenka, v drugi kulturi, ne, ali pa, mislim, pa še zabluzijo v neko versko sekto. Ali pa ena, vse narobe z njeno psiho, versko blazna, sliko, stara 40 let, sej podcast na to posnete, na to temo. Gospa, ko pa je to orgazm, sem rekel, pa šteta neka nova ni, tudi jogurt ni, orgazm, ko pa je to? Pojma ni. Sem rekel, lejte, bej se porniče gledati, pa žgečkite se. Dokler vi ne boste imeli orgazma, pa 40 letih, samo psiha, jaz sem na tabletih, sem bila na psihiatriji. Spolnost je normalna, želi si moških. Ja, sej enkrat je pa prišel Kristus skozi okno. Sej, kako Kristus? Smela okno in je vstopil vame skozi vagino, sem se 2 sekunde tako tresla. To je bilo blaženo stanje. Sej, ne, orgazm je bil to. Versko blazna, ker to je pa greh, cirku. Mislim, zdaj jaz sem 1000 izpovedi takih, ne, jaz imam znanja, jaz nisem sam tam en difuc fakultete za kurčenje. Jaz vem, za ko se gre, ampak moje znanje ne sme nikamor priti. Zato, ker če pride,
bojo rekli, ja, če pa to vedo, bi pa jaz drugače glasoval na tem družinskem zakoniku. Jaz sem namreč 2 družinska zakonika, zadnji bil 20. maja, ali 20. december 2015, prvega je bil pa marca 2012. 2 družinska zakonika sem pomagal sesut, ker otrok rab moškega očeta, pa žensko mamo. Ne, a pa B starša, 2 lezbike, pa 2 geja. Zato, da psiho razvije normalno, ker mora Oidipo kompleks pravilno razrešiti. Če ne bo cel življenje na psihoterapiji. To je plemenito, kar jaz delam, pa levičar sem. Ti si pa desničar, Rato. Kak desničar? Kak desničar? Fotor je bil moj star fotor, partizanih. Zaradi psihoanalize imam jaz določena znanja. Znanje je veto, ko so Giordana Bruna zažgali na Grmadi, je rekel, in vendar se vrti. Pa so ga zažgali, ki je rekel, da se že zemlja vrti okoli sonca. Jaz nič nimam. Sam znanja se jaz nam odrekel. Da lahko čarka in golob stoka tisti strateški svet za prepoved govorjenja, ali ko že imajo inkvizicijo. Zdaj je pa to, jaz rečem, da sta spola različna, sovražno govori. Mislim, ok, dajte tam na kres naredite, pa me zažgite nagrovat, ali pa atentat naredite. To dela ta kultura, leva, moja kultura. Jaz sem levičar načeloma. Ok, soli, kar da imaš še po tiste lampe. Pojem imamo vzgoja neutralnega spola. Ne obstaja neutralni spol. Mislim, neutralnega spola. Tu hočem reči pač, da se otrok odloči. Otroku ti daš kompas. Ti rekel, oči bom jaz. Sem rekel, ne, lej. Starši smo najboljši sovražniki svojim otrokom. Ti ne veš, kaj si mejhen pa butas, ko ja pa ko ne. Potem mu reči takole. Pa mama. Če se razhajata, ni v redu. Če se razhajata, peta na sam, pa se zmenta. Enako nastopati. In če otrok, jaz bi pa dol s kikljco, moj prijatelj, te tukaj lepo kikljco, boš pa kikljco. In fanti ne nosijo kikljc. A je zdaj to stereotip? Ne, ni stereotip. V tej kulturi se je prijela konfekcija, moški imajo hlače, če imajo ženske hlače, včasih so imele hlače brez fršlusa. Zakaj je ženska fršlus imela, če nima kje ven ga dati? Ona so imela fršlus tukaj. Moja mama Šibilja je delala hlače, tlele so imela ženske hlače fršlus. Kikla je bila zato, ker je ženska, ko je šla lula, ti lahko samo noge narazen dala, tudi gat niso imela včasih. Zato je kikla za ženske, ok, una Kelte gor, Škoti imajo tudi kikle, ampak načeloma se je prijela, rekel, konfekcija kikla je dekličina obleka, je dekličin atribut. Ne fantka, in pa grejo serijske morilce gledat, ubija ženske, oziroma edni ubija celo moške, ker mamica, babica ga v kiklico napravljala. A pride en gejh men, vsi so mislili, da sem bil tak luškan, da sem punčka, pa sem pa še punčka v cote napravljala. Don se gej, ker se je prepoznaval, ker ga je babica pa še v kiklico napravljala. Še bomo delali stereotipe, zakaj pa ne bi kiklico imel? Zato, ker je identiteto ubil, si je trojanskega konja naselil, ker je v napačnih cotah bil. Zato ne kikla za fantke. Ja, pa jaz bi rad, pa bi bil lep, pa so me pa ličili, so me sestrce ličile. Si bil tako punčka, in pa se je začel identificirati kot punčka in je gej, feminilni gej. Ne bi bil on, ne bi dal spremeniti spola, on si samo želi moške. In za moške bi bil pa punčka, ne bi si ga dal podrezati. Tisti, ki imajo pa gensko anomalijo, si ga bi dal pa še odrezati. Čeprav je tudi en Salome, Nenad, zraba dol, jaz sem bil z njim, oddaji. Ki je sedel zraven mene, sem gledal, da sem se kar zaprl, takole zraven mene je bil. Težko je biti ženska, je rekel, lega, Nenad, ti stoješ, čiješ, v pisoar greš, si ga bom dala odrezati. Čez par let ga je pa res dala odrezati, Salome. Pa pa je Latoja, so tisto vlekle, kje boš Latoja, imaš jih 4-krat večje joške, ampak nisi tako močna. Lega, Nenad je to. Samo odrezati si ga, silikon je pa imel že prej, ki ga je še imel. Največji problem je, da spolnega življenja nimajo. In pa si dajo spremeniti spol in se o tem ne sme govoriti.
Zato, da lahko nalaže, sfintira nekega moškega, mu reče, ki se zna lepo napraviti, to pogledaš, je dobra mrha, ful nastavlja, ne, pa zveš, da je gej, ne, oziroma da je moški, ne, pa dobiš un film, Crying Game. Crying Game je film, ki to pokazal. Skozi se je feminilni gej razglašal za žensko, se ga je spodvijal in tam seks je bil pa specifični, on rekel. Kak je pa bil? Ja, ni bilo penetracije, ne, mogoče analna, skrival se je, pa fajn mu ga je potegnil, ne. Ki je zvedel, da je un gej, ne, in bil zaljubljen. To je 14 dni kozlov. No, jaz sem se z decem zalizval. Vse ne prišel 14 dni, vse je v filmu to, ne. Zato ne pstijo ti, ki spremenijo spol, govoriti, da je to trans, ne, jaz sem pa trans ženska. Bil je moški. In zdaj, če si ti moški, imaš ponotranjeno homofobijo, latentno. Se lahko ti uparada si v prvih vrstah, pa se boriš za pravice gejev, ampak imaš latentno homoseksualno, homofobijo. In to je pričakovan, normalen nasledek pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa v normalni družini z moškim očetom, žensko mamo. In če si v taki družini, če si fant, boš čutil izjemen gnus, da bi ti se seksualno združil še z enim moškim. To se ti raztraba ti glavo. Da bi jaz se mogel zalizati z decam kilo dreka rad požrem. Ne? In ker sem bil jaz na vseh teh izobraževanjih, je prišel dva, seveda to, kje bom jaz predaval, ne smem, danes so 2 konference odpovedali, ne? Je prišel en gej, jaz razumem homofobijo, razumem jo. Z ženo sva bila, z možem, je rekel, z možem, oba sta bila geja, ne, sem midva poročila v Italiji, je oče rekel, jaz imam te tukaj rad sinček, je rekel, lega, pa se joko, jaz ne moram na poroko priditi. To ni prav, da se vidva poročata, poročajo se moški pa ženske, ne. In ta gej je rekel, jaz razumem fotor, rad me imaš, je rekel, jaz ne nimam kam to dati. Ne, najbolj trpijo očetje teh gejev. Ne, ampak ne moreš ti, ne, te geji pa pol hočejo, ne, spremeni spojo, pa gre po žensko konkurenco, se počutim kot ženska in pol je svetovni prvak. Dec gre v žensko konkurenco, to ni športno, to ni fair, do vseh žensk, ki tekmujejo v svoji kategoriji. In to je nasledek teh ideologij, da se kar gej razvsi, da je ženska, ker se počuti kot žensko, pa gre pa na 100 metrov laufati, pa 2 sekundi prehiti vse, ali pa plavati. To ni športno, jaz sem športnik, to je nešportno, fair playa, nikakršnega. V rokometu hrust 2 metra, ne, pa gre pivo ta igrat. 3 se lahko najega obese, bo dal gol. Se počutim kot ženska. Pa ko lažeš, ti si nešporten. Ne vem, kako še rekel. Ko kaj mediji pa to? To so samo levi mediji. Jaz sem šel nikamor, 10 let, ko sem sesul 2 družinska zakonika. Danes imam Faktor, tema materinski dan. Je v soboto, ne. Ko sem bil jaz, torej, na materinski dan, so imeli 2014, sem bil zadnjič na nacionalni, jaz sem bil prej na Studio City, Odmevi, Rosvita Pesek, Ponočni klub z Natašo Pirc-Musar, takole se dela. Nikamor ne smem, ker mediji so enoumno levi, tele, ki te stavkajo, to so levi aktivisti, novinari, niso svoboda novinarskega poklica, ne, to je svoboda pranja možganov v levo smer. Desno mnenje ali pa konzervativno mnenje ne sme biti uslišano. Bo ti novinar usliši eno mnenje pa drugo mnenje, ne pa enoumje. Radio, intelekta, tam Odmevi svetov, ko ima še. Jaz sem bil gost, svetovalni servis, znal povedati, klauzulu, voditi nič več. Zato, ker so tu 2 družinska zakonika, ki je rekel, da sta spola različna. Mediji so pro-režimski oziroma pro-levi. Tam se desno mnenje oziroma konzervativno oziroma psihoanaliza ne sme od Freuda pa od psihoanalize. Mediji, pluralnost medijev. Kakva pluralnost? Ni nobenih pluralnosti. Eno samo levo enoumje. Razen Nova 24 TV, Mal Planet TV, pa tale Faktor TV3. Pa kaj, recimo ta odnos za družbe, ne, se pravi,
kako je s tem družba, v kakem odnosu je to, a zdaj moramo gledati, da je dobro za družbo ali za posameznika, se pravi. Človekove pravice so raztegljiv pojem. A ima zdaj pedofil človekovo pravico, da ti tam otroka spolno zlorablja? Nizozemski geji pravijo, da je to človekova pravica. Ima svojo stranko. Pa Massachusetts, pa San Francisco. Naši Slovenci, tam sta dva iz Dolenjske, sta lepo šla v Massachusetts, Zoro sta eno črnko sta posvojila. Mislim, človekove pravice ne more promila populacije obvladovati 99,9% ostalih. In zdaj tebi radi, Leja iz Francije pravi, da je treba biti spoštljiv do ženskega penisa. A si ti na tabletih ali si jih pozabil vzeti? Ne moremo ene nebuloze, ki jih širijo ideološke. Jaz sem rekel, to trpijo. Treba mi je pomagati. Ne more si pomagati, da je Anja Koletnik, tam na intervjuju Kseniji Horvat je bila, za Kseniji Horvat jaz ne smem nikamor na RTV. Anja Koletnik, Mi imamo diagnozo, da smo trans osebe, psihiatri imajo diagnozo, da smo bolani. Ne, bolani niste, ampak ni normalno, da če si v ženskem telesu, pa se počutiš kot moški. To je anomalija. Najverjetneje genska, lahko tudi napačen odip ali pa spolna zloraba. Ampak ne more zdaj pa ti zahtevati. Zato, ker imaš vse narobe skupljan, da bo cela rasa homo sapiens igrala po 1 promili populacije. Koliko imamo mi psihozo, tam, če ste videli, jaz nisem vedel, ko so zdaj tam tiste zebre, ko pa je tu. Pa mi pa ta moja učiteljica reče, za slepe ljudi. Pislo, jaz nisem vedel, za slepce. Smo dali, rekel, 1 milijon evrov po celi Sloveniji, a onih je 0,5 promile slepih ljudi, da to rabijo. V Sloveniji, mislim, v Trbovljah, vse je za slepce, za te, ki ne vidijo. Ne, niso slepci, slepci kača. Ok. Enega se spomnim, oziroma v 50 letih se 3 slepe ljudi spomnim. In za te manjšine smo mi razrili cel Trbovlje. Koliko ljudi bi mi nahranili, koliko štipendij bi lahko dali. Zdaj imamo fiksno idejo, da je zdaj treba manjšinam pomagati. In zdaj ta manjšina hoče imeti ne vem kakve pravice, ki so z naslova njihove psihozmedenosti. Ker ni normalno, da če si ti v ženskem telesu, če si vaginalno bitje, da hočeš biti Janez. Ali pa ne, to ni normalno, to je anomalija. Mi ne moramo po tej anomaliji cele družbe ravnati, ker se bo večini zmešalo od absurda. To je tako, nekateri imajo 6 prstov, ki se rodijo. 6 prstov. In zdaj imajo človekove pravice, zdaj pa grejo to parcelje, ker rokovice delajo, on hoče novo rokovično industrijo. Ali pa novo tipkovnico za 6 prstov. Čakaj malo, lega. Dajmo en prst ti odrezati, pa probi se navaditi. Ali pa frulice. Za 6 prst, ne hočejo celo industrijo. What? Ali pa mi... Ker imamo tudi za vozičkarje, to so vse pločnike, ko ni mogel z vozičkom gor, ene 3 v Trbovljah so na vozičku. So dali 1 milijon evrov, da so pločnike popravili, da zdaj se lahko vozil. Da gre lahko gor. Ok, rekel super, ker še za kolesarje dobro, pa za rolke, pa skepce. Ampak zdaj ti invalidi bi pa rekli, vsaka stavba mora imeti lift, ker mi ne moramo po štengah. Komu pa zdaj? Dajmo začeti stradati, pa vse gnar, ki ga imamo, dajmo mi v lifte, da bojo invalidi, 1 promila invalidov, da bo imela lift. Nimamo to gnarja. Ja, človekove pravice, on mora biti mobilen. Ja, mi imamo pocrkati, ker nimamo kaj za jesti, zato da ti z liftom se gor vozil. Je pa razsodna moč, manjšina, hoče celo večino po simptomu svoje zblojenosti ali pa nenaravnosti, nenormalnosti, hoče celo večino zaradi človekovih pravic. Lega, Bog zajebil si. Dal si ga v žensko telo, pa je moški. Ali pa v moško telo, pa je ženska.
Mislim, ne moreš reči, zdaj so what, to zelo trpijo. Ne more se cela družba po eni promili prebivalcev ravnati, ker se aritmetična sredina prijetnosti življenja zniža. Vsi trpimo, ker te hočejo, ne vem, eden bi rad igral v fuzbal, deklica v moški ekipi. Ja, če to vsak prešprinta, ne. Ja, če ni dosti punc, ki bi fuzbal špilale. Ja, ne moram me zdaj vse, ne, imam željo, ja, jaz sem tudi željo, da me uro z vodometom, pa jo nimam. Ne, karikirano govorim, da te vedeli, da to ni tako enostavno, da bo zdaj fetišizacija manjšin, ne, in pol je cela psihoza družbeno, človekove pravice in Džil ali Gil ali ko je, Anja Koletnik, pride razlaga zdravnikom, da je treba jih naslavljati tako pa tako in da če si želi moški jeti ginekologu, da gre lahko, gej. Lega, koš pa ti pri ginekologu pokazal, ali pa lezbika, možati kot bril, ko je že ta, Edi, ne, zdaj bi šel pa ti prostato pokazati. Lega, Edi, genitalno si ženska, prostate nimaš, ne moreš iti urologu pa reči, kako ima pa jaz prostato, če jo nimaš v telesu. Ej, ja, veste, človekove pravice, ne bojo rekli LGBT delavci, to je treba. Ali pa treba malo pametni biti. Sem odpadel, ker jaz sem travm na to temo 30 let. Imam pa oster jezik. Okay. A boste še kaj povedala? Mislim, meni hodijo lezbike, pa jim pomagam. Vi ste edini, ki ste mi povedali, zakaj sem jaz lezbika. Jaz nisem vedela, da sem bila spolno zlorabljena, zdaj se pa vidi pod hipnozo, meni spolno zlorabo najde, zdaj pa jaz razumem. A pa sem imel enega geja, biseksualca, ja, vse ženske mislijo, da sem gej. Jaz sem pa cvajtakter, ne, biseksualc. Z moškimi se znajdem, sem tam bolj ženska, ampak jaz se zaljubljam v ženske, one pa mislijo, da sem gej. Ne, siko, deva mi da malo raziskati, zakaj ste videli gej. In pol mi dva pridamo do mame, itak, ne, mama ga je zjebala. In šel z vrca in hotel in čakal, da bi bila doma črna zastava, da bi mama umrla. What? Tok je bila posesivna. Ampak ko je, in midva so se pogovarjala. In pa kad naenkrat rekel, vete, mene pa nič ne vleče v tele spolne prakse z moškim, samo še ženske. To je pa zdravljenje z besedo, kar je psihoanaliza v ožjem smislu, ne. Določene tipe biseksualnosti se da predrugačiti, ne pozdraviti, ker to ni bolezen, predrugačiti. In to tudi jaz delam. Ne na kavču, tako je Freud delal, ampak tamle, pa gledaj, imam pa za hipnozo, ki je tam. Amen. Kaj pa rečemo tetle fitnessi pa to, ko te tipi hodijo? Tipi, to je zmer premehen, ne? Ja. Ti zmezinček kurva, da bi bil še 2 centima. Ne? Kastracijski kompleks, falična faza, ko dekček uzre razpočnico, ne? Kdo to meni lahko dreže? Ne? In ta kastracijski kompleks, oziroma kastracijska bojazen v ožjem smislu, ne? Ker očka pa mamice nekaj počneta, tam malo prišel svojo sobo. Mi dva oči pa mami pa skup spima. Ne sme sin z mamico spati. Ker ga naredi mami impotentnega. Ne? Pridejo, joj, mi ne ostane. Vsi, ko ste z mamo spali? Ja, dokdaj? Do 15 leta. To pa težko, ne? Ker imaš virus v biosu. Fotra sta pa nagnala. Pricl je bil to, brez očeta. Z mamo spal do 15 leta. Ne? Moški bi radi imeli, ne? Zaradi anatomije genitalij, ženska pa, ker ga nimam, kaj pa zdaj se čemu biti, sem pa toliko lepša. Jo, to je stereotip, kak stereotip, ženske hočejo lepe biti zato, ker kot deklica pri 3 letih opazi, da ga nima. Tako pa zdaj? Zdaj sem pa čisto podobna fantom, ne, je pa fantinja. Ali grem pa v telesni narcizem, ne, sem pa toliko lepša. Ne. In pa tam skrbi, a sem lepa ali nisem lepa, po botoks, če fotar ni rekel lepa si, pa bo motne hranjena imela, silikone, pa botoks, pa ne vem, ko bo še delala. Če fotar ni bil tam, pa rekel, Tamara, ti si najlepša na svetu. No, imela nobenih motne hranjenja. Malo bo na dieti, ampak ne bo kozlala. Fantje pa, če ni fotar rekel, ej, Tamara, ti si car. Veš, koliko sem jaz na tebe ponosen, ne?
Po zgubljenju v vesolju, pa tista dildo, avto bo hotel imeti špikur, bo devo noter testosteron, ne moreš iti mimo gimnazije, ne da si ti mačo, pa da imaš BMW-ja. Pa si pa devo s cirilico, sem šel na div, sem rekel, Leo, da mi pokaži, kaj je tule. Tu imaš živali za zakol v Rusiji. A tip je bil tukaj hendikepiran, ker ni imel fotra, če ne greš mimo gimnazije, če ti nisi, neka ženska si pa želijo mišice. Ja, zato ker šteje ena mišica, tista dol šteje. Tam niste še v fazi, da to vedle. No, rečemo, da še tu povem. Jaz imam, rečemo, 2 brata, ne? In sta tudi stara, kje okoli 30 let že počas. Ja, In ten najstarej je imel zelo tako željo, no, da bi bil res, ne vem, porno igralec. In ja, res. In je hodil po fitnesih, se še kar hod, pa pol je slike svoje pošilil mrskam. tule bi rekel, danes me je fotor poklical, sem rekel, naj me te malo pokliče, ne mora vse fotor. Načeloma imaš pol moralna razsodnost. Ko je moški pahnjen v seksualno željo, pa to bi nažgal grčo. Ne? Tako kot pes, ampak mora biti v estri. Tu ga ne morem več, tu kuleče, ne? Ampak pes ima instinkt, ne? Ima nagon. Moški ima pa moralno razsodnost, ne? Pa imajo te marec samo ja. Kje ti kdaj še kdaj rekla, kjera ja? Ona se nesuvereno upira. Ti moraš pa napadati, ker imaš željo. In v enem trenutku ti suvereno reče ne. Da se pa punco pa pregovoriti, ker nje je tukaj fajn seksati kot moškemu, ne? Malo je strah, da bi zanosila, ali pa kako bo bolel, pa tako naprej, ne? Ampak načelno te pravi moški ima pohoto. Ker se mu vrača ene stvari iz falične faze, iz odipalne scene, mamica od očeta, naslednica mamice, ne? Da bo incesta, mamica od očeta, je deklica. In pa priješ v puberteto, se ti ta želja po mamici, po ženskah vrne in pa seksualna interpretacija dobi mišljenje anatomije genitalij, zdaj pa treba slepca v 4 ga je treba dati, ne? A držati, ki je treba, ne? Pa moram pa zdaj narediti porniče gledati, ne? Porniče so tako škodljiva stvar, če jih otroci prehiter vidijo. Kopica spolnih zlorab danes je nastala zaradi tega, ker so otroci porniče prehiter gledali. Fantje se jim zasukne čisto v eno smer, puncam pa čisto v drugo smer. In so totalno ranjene tudi punce. In pa še risanke gledajo. Sem imela risanka porniče gledala. In veš, da tam so se drle ko zverine, ne, ker moški to skozi poslušal. Ali so naredili unem tipu 3. nogo. Punca je misla, da se dere, da je tudi boli. In ni upala seksati, jaz bi sam me boli. Jaz ne upam, da bo bolel. Si ko ona upije zaradi užitka. Ne, zaradi užitka. Punca pri 20 letih ni vedela v porničih, da se dere zaradi užitka, ne zaradi tega, ker je to tako boli. Ne? In te porniče zjebejo psihom, mladim rodovom. Ne gledati porniče. Ta je tvoj brat, ni fajn, da gleda porniče. Oziroma zdaj je, kar je, ne. In ti veš, ne. Latoja je bila porno zvezda. Fotra ni poznala. Načeloma moraš imeti nadjaz, moralno razsodnost. In veš, med lušen pa prav, zbereš prav, ne pa lušen. In če imaš ti močnega fotra, boš med lušen pa prav zbral prav, ne pa lušen. Tale, ki je špilil fuzbal, je dal gole v Nemčiji, so mu babe Joške kazale. Pa trojčka so mu obetale. Tim. Punco je imel tele v gimnaziji in ni šel. So rekel, fotor, ti si zmagal. Med lušen pa prav je zbral prav, ne pa lušen. Če imaš punco, nimaš kaj v trojčka hoditi. Jaz sem si čestital, sem rekel, jaz sem car. Ker je fotor mora to narediti. Vsak bi tu se šel seks, sem. Če punca reče, ne, nimaš kaj umamljati, pa za radiator, pa ne vem kaj. Ker jaz sem tudi posiljene punce, te srednješolke. Ben psihiatre ni pomagal, jaz si pomagal. In to pod hipnozo. Mamica me je pa sprfelala. Ko pa recimo, če jaz v šoli rečem, kjer je punc ali pa kaj bab. A je tu... V Trbolah jaz tudi rečem baba, pa mi rečejo, jaz babe pa deci. Pa še babe reče, babe, gremo mi na eno pijačo. Za mene to ni slabšalno.
Pa, ko si pedri med sabo rečejo, mi pedri smo taki pa tapi, če pa ti rečeš peder, ali pa šipteri. Ne, jaz rečem telemonem, lega, ko pa vi šipteri, ne, je rekel, mi smo tak pa tak, sem rekel, ampak ti mi meni lahko rečeš šipter, ker sem moj prijatelj. Če ti rečeš šipterju, če se reče Albancu šipter ali pa Kosovarju, se mu zasukne, ne. Se pravi, baba načeloma ni slabšalni izraz, ne. Ni slabšalni. Tudi jaz, ko rečem, so cigani, ni slabšalno to za mene. Ampak ok, če pa, mislim, baba si reče babe med sabo, a pa če dece, ve, baba ste taka pa taka, ne žališ. Jaz nič ne žalim ženska, če imam Venero v levu. A govori baba, pa vam gre to na živeti. Ne, sploh ni to res, tam pač. Ok, možno. To še ni vse. Ja, včasih. Jaz sem bil tudi pri Nasti, 10 let nazaj sem imel v psihologiji ali sociologiji, sem imel v razredu, sem me spraševali. Pa tudi ena bila lezbika, pa se je nekaj kurčila proti meni. Si ko poslušaj, ti lahko razložil ene stvari. Jaz nisem za pa proti, jaz imam samo znanje, razložim ti. Pa en je rekel, dajte imem povedati, zakaj mi fanti brat imeli tukaj velike kurce? Mat, stiku Nasta, lega, taj pa brez dlake na jeziku, tam pa red tudi depilirane. Pa sem pa razložil teorijo kastracijskega kompleksa, ne. Je tisti mezinček, ne, tam ko je, foter ima pa pitona in foter z mamico spi in otrok rata pametni šele pol in pol ve, ko foter pa mama med sabo delata. In tista muhca mehna, ne, ni ptič, una pa brez, sosedova deklica ima pa razpočnico. Foter ima pa pitona, jaz pa muhco. Rad bi bil velik, ne, ker mamica si želi očita bolj ko mene. Da z njim spi, jaz bi tako z mamico spal, pa foter pravi, da moram v svojo posteljo. In mali ljudi, ne, 5-letnik, 3-letnik, mora biti poražen strani fotra, foter pa mat mora spati. In pa pride normalna psiha ven. In pa ti hudiči rep spulš, če odraslost prideš, ona, ki je lepa, tisto boš dubil. Zdaj se boš na trepalnice metal, ampak tak car boš, da bo rekla, si mi všeč. Evo, užgi, naprej. Pa te smotane babe iz 8. babe, ne. Iz 8. marca, ko tudi pojma nima od življenja. Samo ja. Ona, ki je bila posiljena, sem rekel, Leo, a si rekla, ne. Je rekla, upila sem. Upila si. Ne, sem skozi govorila. Sem rekel, Leo, karkoli je, zelo, ki tam sva se upravičila v imenu moškega spola. Sem rekel, ko bo šla na sodišče, šel je s tabo. Sem šel na sodišče, sem jo zagovarjal. Ko pravi, da nimam rad žensk, pisan. Jaz mislim, da je prebuto vse tam. Ker so onečastili moški spol. Po veloki. Ja. Jaz recimo imam še tudi malo včasih probleme s tolo Nasto. Tako, mislim, ne da imam tako probleme, ampak včasih tako malo imamo različna mnenja okoli tega spola. Fajn, če imaš mnenje. Ja. Zdaj moraš vedeti, Nasta veliko ve, ker veliko ne, da je moja fenica, me spremlja, knjigo imela, ve, kaj razmišlja. Ne vem, če pozabne vprašanje, če ste se mi skoncipirali, ne, to po moje Nastja, ki je zraven dala. Tina vaša, jaz se spomnim, ki je bila v gimnaziji, psihologinja, zdaj se piše Pušnik, prej si drugače, Zagorjanka. Ja. Je rekla, da je na psihologijo, sem rekel, Tina, ne mim Freuda je, ne Freud zakon, tam ti bo rekel, Freud je zastarel, pa boš mogla obkrožiti za zastarel, pa boš 10 dobila. Ne se odreči Freudu pa psihoanalizi. Ne? Tina Pušnik, ki je bila v 4. letniku gimnazije. Hišo, pa se mi zdi ansambl, pa smo bili enkrat na koncertu. Nasta je pa par let starejša. Ne? Na FDV-ju, Tele2, na FDV bi lahko šel. Ne? Nima da nič faksa, ker šel na FDV, tam, ki je Nasta diplomirala, FDV, včasih rekla FSPN, fakulteta za ne vem, kakšne študije, politična šola bila, ne, zdaj pa še vedno, pro-leva. In tam ti operejo možgane in kot ti zapopadeš njihovo logiko, ne, verjameš v nekaj, ne. Tyson Parsons je pa zelo močen sociolog, ne, ta je pa funkcionalna sociologijo furil, ne, funkcionalno pomeni, da punce so za neki, fanti so za neki drugega, ga daš fanta, ki je v garažo, ti boš šraufo, tisti falus boš šraufo, falus, ne. Moški spolni organ je tisto avto. Deklica pa sploh
ne zna, rekel, tiste ženske, ki ne znajo voz, to je špicna roba za ožend. Zato, ker ga nima, ne. Najboljše voznice so pa lezbike. Končno ga imam, pa bi pa še vozila karavelo tam. Lejo, bod stevardesa. Ker organ je avion na simbolno nezavedni ravni. Ne, ena moja tele, se najbolje počutim v kuhinji. Ja, itak, če imaš sposobnost rojevanja, dobra dojka, ki nahrani, si domačna v kuhinji. Jaz sem kot bebec, ki grem v kuhnjo. Sploh ne vem, kot je žlica. Tle sem jaz doma. Ok, tam gor, a grem žih v kuhnjo, ko pa boš sem kruh odrezal, v redu. Kuhanje je rojevanje, moški nima rojevanja in ne more se znajditi v kuhanju, razen če se kurči s kuhanjem. Pos pa Ramsay ali pa Jamie Oliver. Obstaja razlike v delanju, zaradi diktata genitali. Zato obstaja različna dela, moška in ženska. To ni stereotip. To je diktat genitali. Grem na arhitekturo, boš pa delala, dekorirala bom. Ja, seveda boš dekorirala, ker imaš anatomijo genitali, noč se tem dogaja. Mi se pa kurčimo, pa dela trde une, armiran beton. Če pa ženska, ne smisel reči baba, naredi neko zgradbo, je malo potresa, pa se podre, ker ne zna trdega narediti. O tem se pa ne govori, se zanč vse porušil. Kdo je bil pa arhitekt? Ni bil arhitekt, je bila arhitektka. So pa geji, ko bi pa geji, ličenje imajo, geji imajo pa ličenje, pa pedikuro, pa vrtnari so, z rožicam, rožica je vagina, kurba, dec ne more biti vrtnar, pa da ga jeleš. Zato, ker je rožica simbol vagine. Lega, ženska bo orhidejo si rihtala. Zdaj pa, da bi tu jaz na nacionalni povedal, bi rekli, zdaj ima prav. Pa bilo konc sveta. Kdo je vode pa pustil na televizijo, lejte, zdaj pa vsi za njim njegovo znanje črpajo. Ker obstaja vojna v interpretaciji. Psihoanaliza ima eno interpretacijo, feminizm LGBT ima drugo interpretacijo. Pa še levica jih podpira. Desnica ima pa ono cirkus blojeno. Pa mislite, da so tako delajo zaradi trenda tudi te stvari? Sej trend je, ampak to, kar imamo mi v Sloveniji, to je samo še Norveška hujša, Skandinavija. Srbija, Hrvaška, Bosna, Makedonija nimajo toliko tega feminizma. Čeprav se tudi feministke v objemu zavedanja penisa, se reče, se aktivirajo v družbi, enačenje spolov. Pa spola sta različna, kot različna se ujemata, dopolnjujeta. Je govoril sociolog Talcon Parsons, ki ga nas zelo dobro pozna. Ampak mora zagovarjati uno zgodbo iz FDV-ja. Ta je uradna scena. In pa se tepemo za interpretacijo. Danes sem poslušal Močne ženske v Sloveniji. V Trstu je živela, Bartol se je pisal, Bertolt Brecht je bil menda njen sin, ali ko je že to, je Alamuta napisal, ne vem, točno. Mi smo imeli slovensko žensko revijo, Italijani pa ne. Je tam, ki je tista mama, ima tiste otroke, se sam z otroke ukvarja, pa nam se pa tiste decaste babe. Zofka Kvedrova, Andreja, kako je že ona, Angela Vode, ni Vode B, te so te falične ženske, v Sloveniji, ki so ogromno prispevale k tem, da ima ženske volilno pravico, pa tako naprej, pa varne hiše, kupico sadov feminizma, kupico gnilob, feminizm kastrira moške, družina brez mogočnega očeta, ki je car, ne bo sproducirala normalnih tipov moških v družbo. Če fotar ni car, bo ta mal pokvarjen. Punca si ne bo tipa znala brati, če bo imela lulibuca za fotra. In feminizm kastrira očete. In mi imamo gnilo družbo, ker ni normalnih moških, ker so vsi en pretegnjeni, pokvarjeni narcisi. Ker fotar ni normalen v družini. Tako da moje sožalje bodočim rodovom žensk, ki ne bojo tipa najde. Tale nevesta od tega na mojega rekla, bote pomagali vzgajati otroke, da bo, če bomo imela sina, da bo tak car, ko je vaš sin. Evo, oči car si. Da sem tazga carja, ki tale naredil. Ker mi tu nevesta rekla iz Hrastnika. Pa ta tudi. Pa pa ti pravite tako v vrtcih, pa v njihovi vzgoji. Jaz sem 9 let v vrtcu delal. Same babe.
In kje boš tu, pa so imeli pa psihoanalitični vrtec 95 leta. In moj profesor je ustanovil psihoanalitični vrtec, sta mogla simulirati družino. Moški vzgojitelj, pa ženska vzgojiteljica. Sam problem, ki je bil ta vzgojitelj, ne, ker totale malo v vrtcu dela, ne, ko ga požirajo, dec, pa naredi salto, ga sam še njega gledajo. Ne, kje boš ti? Fotra poslušaš, una mamica, se udar, pa gre k mamice, Boga, a te glava boli. Sme mamica reda vzpostavljati. Fotar more red, in tudi v šoli ali pa v vrtcu. Si bomo izbrali spol, danes bomo punčke. Ne mi spreminjati otroka. Moj tamal ni punčka. Ja, taki so trendi, ne, ga potegnem z vrtca. Da sem jaz zdela mladi očka, pa da mi tam LGBT sceno, tam spol je na ključi. Sam ne mi tega delati na mojem otroku. In država krade otroka, pere možgane z LGBT ideologijo, pohablja mlade duše. In kaj bo s njimi? Terapijo bo rabil. Zdaj ne vem, kako te to spakirali. Dejte vi po svoje, ampak tule sem jaz zdaj snemal. Tule bi se mogli mi kregati, je tam s Keršnico kap zadela. Ja. Če bi jaz tam bil, ne? Ja. Pa otroci v teh družinah, koliko so, hoče, mislim, da te pravice da imajo lahko pari istega spola otroke, a ne. Pač v bistvu to nekako otroka neka... Istospolna starša, morata biti. Jaz sem rekel, jaz nimam nič proti, če je oče gej, pa mama lezbika. Samo mora vaginalno bitje ljubkovati otroka, pa penisno bitje mu mora meje postavljati. Ker obstaja kastracijski kompleks v oedipalni fazi, v falični fazi, ne? Oralna, analna, falična faza, od 3. do 6. leta. Tle noter mora penisno bitje, ne? Moški oče, moško telo. Penisno bitje mora kastracijsko bojazen vršiti sinu in spati njegovo nepenisno mamo, vaginalno. In tamal misli in kompatibilizira anatomijo genitalij, ko bo zrastel in bo vedel, da fotar pa mama sta nekaj počela in sta pasala ena drugega, ko ata na mamo. Ne? Jaz sem bil pa poražen. Ključno, tule si zapomnil, ključno za družbo je, da moški kot deček spozna, da je njegova mamica bolj fotrova žena kot moja mamica. In pol se mora odreči temeljne želje njegovega otroštva. Temeljna želja otroka, dečka je njegova mamica in si jo ne sme želeti. Spostavi tabu in cesta. In to paradigmo, da nekaj, kar družba ne pusti, si jaz tega ne smem želeti, si jaz tega ne želim. Ne? In potem imaš ti, ne, lušen trojček, pa prav ne smem varati. Ker bo bolel, če bo zvedla, pa mene bo, ne, med lušen pa prav, pa zbereš prav, ne pa lušen. In to je stvar pravilno razrešenega oedipovega kompleksa, kar pomeni, da mora fotar v boju za mamico zmagati, fotar mora zmagati, taman mora biti pa poražen. In pol ponotranji paradigmo odločanja med lušen pa prav. In naredi prav, ne pa lušen. Naši pretegni psihopati v družbi pa delajo tisto, kar je lušen, ne pa tisto, kar je prav. In pa ti baba s 3 otrokom pa gre s fukačico. Goljut. Ali pa ona dvojčka. 2 otroka je pstila, pa se ločila. Imamo malo samska. 2 otroka, oba prikrajšala za fotra. To ni moralno prav. In ženske, ker nimajo kastracijske bojazni, se jim ne da nič odrezati. Imajo šibkejše moralno razsojanje. Šibkejše. 20% moških ima pa postkonvencionalno moralno razsojanje. To je najvišja stopnja moralnega razsojanja, kar pomeni, da pravi moški krši zakone, ker čuti, kaj je moralno prav. Čuti. Ne? In zdaj vam jaz govorim nekaj, kar čutim, da vam moram to povedati. Pa moram to posneti. Kljub temu, da bo kjer to poslušal, kot pa rekel, ne? Brat ne bo vesel, da si tole povedal. Sem zdaj že v fazi, ki je že to min. Skratka, ne? Tole je korist, tako sem jaz povedal. In zdaj, ko bo zdaj z mano, ko bo z vami, moralno prav je, da mora tole nekdo povedati. In danes so faktorji, ko bo sovražni govor, ne?
Strateški svet je sovražni govor. In jaz vam tam začel sovražno govoriti, da nočem spet policaje dobiti, ne zdaj pa tih. Jo pa družba bo pa prikrajšana za moje znanje. In zdaj bomo vsi tih. Zato, ker Klakočarka hoče sam slišati tisto, ko on prav, pa golob, ne. Ostane misleče v kom, on pa zažgal na grmat. Bo to tako šlo. Dokler bomo mi imeli, ne. Jaz sem pa imel normalno družino, potra, pa nežno mamo. Ja, pa Ljokita. Tretji sin. Skratka, mlada dama, zdaj zajebam tole, kar sem povedal, a? Imam prav, a? Zdaj boš pa cvek dobila. Ne, sej Nastja je v redu. Sam ne more vse tako. In prav je, da nekaj rečeš, če se ne strinjaš. Da prav je, da nekaj rečeš. Ker ne moš biti tam ovčka, pa ne. Jaz sem imel roko gor. Siko, jaz pa mislim tole, ja, tako pa ni. Pa ne boš doktor. Siko, mene mama rada imela, jaz sem dvojni magister. Doktorat, mega. Tašla je pa. Evo je. Kjer je tu? Kjer si že? Ok. Učiteljica je prišla. Moja razrednica, ko je tam v razredu. No, vidiš. Skratka, zdaj bom pa tole off naredil, pa če lahko neuradno še kaj